Leto je seveda še kako pomembno, kakšno bo to leto za nas, državljanke in državljane. Kaj bo z našim zdravstvom, davki, migrantsko politiko? V protokolarnem objektu Vili Podrožnik sem o tem govoril s predsednikom vlade Robertom Golobom. Lep pozdrav, gospod predsednik vlade Robert Golob. Hvala lepa za vaš čas in ob začetku seveda vse dobro, uspešno v letu, ki je pred nami. Hvala tudi vam in predvsem pa gledalkam in gledalcem eno srečno in zdravo prihajajoče novo leto. Zdaj, leto 2024 je relativno nepopisan list, pa vendarle je to zgolj novo leto, posledica vseh tistih pred nami desetletij, pa tudi lanskega leta dela in nedela. Letos je pač leto, ko rečemo, da je to leto, ko bo treba tudi kaj narediti, ker potem prihaja pa tisto pravo volilno leto. Pa me zanima, kaj se bo pa letos z vašo vlado zgodilo v Sloveniji? Kako bo do odločitve vaše vlade, vaših ministric in ministrov vplivali na naša življenja? Kaj napovedujete? Poglejte, lani ob tem času smo napovedali vrsto reform. Mi smo že takrat povedali, da reforme so nujne zaradi zaostankov iz preteklih let, hkrati pa, da bodo te reforme dale rezultate v bodočih letih. Se pravi, eno je reformo začeti, drugo je, kdaj pride rezultati. V letu 2024 se bodo začeli kazati prvi rezultati aktivnosti iz lanskega leta. Tako da, letošnje leto je pomembno, zagotovo. Pomembno je, ker bo se demonstriralo, ali so ukrepi, ki so bili sprejeti, ali so prijeli in ali je iz njih že možno začutiti konkretne koristi prav za prebivalstvo. Jaz sem prepričan, da se bo marsikaj pokazalo, kar danes mogoče še ni vidno, je o čem skrito, pa bo na koncu rezultat kar občuten. Preden ste vstopili znova v politiko, ste vodili gospodarsko družbo, kjer se veliko govori o idejah, o vsem tem, kaj bi lahko storili, pa se potem izbere tisto najboljše. Zdaj ste vendarle predsednik vlade, kadar govorite, kaj boste storili, to ljudje vzamejo ali pa vzamemo že za neko obljubo, za neko napoved, kaj se bo zgodilo, ampak potem vi na naslednji novinarski konferenci ali pa ob srečanju poveste stvar drugače. Vas moram zdaj seveda izzvati, ne, rekli ste, morda je včeraj skrito ali pa še bomo, zdravstvena reforma. Lani se je o tem ogromno govorilo, letos je novo leto, z novo ministrico, vse ste stavili na bivšega ministra, ki je odšel oziroma ste se razšla, ampak zdravstvene reforme še vedno ni. Kaj bo leto 2024 tisto, ko bomo imeli manjše čakalne dobe, več družinskih zdravnikov, se bo hitreje gradilo prepotrebne ustanove, vemo, v kakšnih razmerah nekateri bolniki ležijo na hodnikih. Marsikaj od tega, kar ste rekli, drži. Tudi sam sem bil nazadnje na Silvestrovo na UKC-ju, prav na urgenci, kjer sem se želel prepričati. Na srečo je bila situacija nekoliko boljša od pričakovanj, pa še vendar so ljudje čakali na hodnikih. Te aktivnosti potekajo. Vse to, kar ste našteli, poteka že praktično celo lansko leto in se naprej izvaja. Ampak kot rečeno, žal, 30 let, tudi za blok, če hočete, se ne da odpraviti ne v enem letu, še manj v 6 mesecih. In ja, vmes smo se marsikaj naučili v zdravstvu, naučili smo se tudi to, da ne moremo staviti samo na to, da bomo dali denar na razpolago. To je bila, če hočete, filozofija bivšega ministra Bešiča. Dajte denar in potem se bo sistem sam reorganiziral. To se je pokazalo kot zgrešeno. Danes stavimo na množico korakov, ukrepov, manjših, manj vidnih, ki bojo, verjamem, da bojo dali boljše rezultate, pa tudi bojo bolj racionalni. Jaz sem prepričan, da bo v letošnjem letu se bojo ti ukrepi, vse to, kar ste našteli, še tudi pokazali. Verjamem, da bo nova ministrica, ki ima sistemski pristop, to uspela tudi naše zaupanje upravičiti in da na koncu bo to, da je zdravje naša največja vrlina, ne samo mantra, ne samo usmeritev, ampak tudi dejansko rezultat delovanja te vlade. Sami ste rekli v tem odgovoru, da ste se naučili, da ste naredili marsikaj tudi narobe. Nasploh smo vas v zadnjem času slišali, da priznate, da to, kar ste počeli, vendarle vse ni bilo idealno, da se učite. Kaj pa bo zdaj drugače, kar je bilo na primer lani? Bi vam nekoliko drugače odgovoril. Vsakemu politiku je najbolj enostavno, da se ne loteva ničesar in da poskuša samo plavati in v resnici iskati priljubljenost. Priljubljenost si najlažje dobiš tako, da kritiziraš stvari, ne tako, da jih spreminjaš. Mi smo se odločili, ker smo dobili res tako veliko zaupanje na volitvah in s tem tudi pričakovanja, smo se odločili, da bomo, ne glede na to, da je zagotovo izvajanje sprememb tvegano, da v to gremo. Nihče ne more vedeti vnaprej,
prvem mesecu ali dveh, ko začne spremembe izvajati in reforme, katera je točno tista pot, ki te bo pripeljala do cilja. Tudi v gospodarstvu se ne ve, katera je pot, ampak je fleksibilnost in prilagodljivost tisto, kar šteje. Sam verjamem, da je tudi v politiki so te pristopi. Začneš proces, potem se pa prilagajaš in seveda, kot se neko učiš in rasteš skozi proces, edini možen način, da izpeljemo prave spremembe. Jaz tudi verjamem, da bomo še marsikje zašli v kakšno manjšo slepo ulico v bodočnosti. Ne moramo naprej vedeti, nihče nima kristalne krogle, s katero bi lahko navedoval pot. Pa vendar, mi se pred spremembami ne bomo ne ustrašili, niti ne ustavili. Izvajamo jih naprej. Verjamem, da na koncu bo rezultat bistveno boljši od tega, kar smo dobili v roke. Pri tem izvajanju imam sam nekaj težav, pa ne zgolj sam, ker smo celo leto govorili o tem, kje so tiste obljube ali pa napovedi, pa potem ni bilo rezultatov. Lani ste naprimer govorili happy end, srečen konec bo naprimer za sodnike, potem smo čez leto poslušali o 1000 evrih, pa o 600 evrih, vendarle pa smo zdaj pred situacijo, ko bodo sodniki stavkali, prvič v zgodovini naše države, kolektivna tožba, ustavno sodišče je bilo jasno. Leto dni od teh obljub, teh stvari, ki naj bi se zgodile, je minilo, pa vendarle smo, kjer smo. To pa je, da ni nič narejeno, kar se tiče rešitve, ki jo je naložilo tudi ustavno sodišče. Jaz bom tako povedal. Drži v tem delu, da je sodna veja oblasti bila od leta 2008 praktično popolnoma zanemarjena. Njihove plače so ostale enake. Tudi z inflacijo se niso usklajevale in so realno v tem času padle. O tem sem že govoril, tudi takrat na tem srečanju sodnega sveta. Pa vendar, v lanskem letu je bil pripravljen predlog, usklajen z njimi, s katerim so se strinjali tako na eni strani sodniki, pa tožilci in tudi vlada, kako naj izgleda reforma njihovega plačnega sistema, ali če hočete sodnega stebra. Ta dogovor je dosežen. Hkrati smo pa jasno povedali, da ne moremo izpeljati dogovora parcialno samo za sodno vejo oblasti, brez da bi izpeljali enako reformo tudi za preostanek javnega sektorja. In z tega stališča, žal, bo moralo usklajevanje plač v tem delu, se pravi reforma, počakati. Torej ne boste počakali sodniki? Ne moremo, iz več razlogov, predvsem pa bi bilo, če hočete spet v tem primeru nepošteno, da v preostalih delov javnega sektorja, ko bi reformo izpeljali samo za en del, ne bi pa tudi za ostale dele. Jaz verjamem, da bomo uspeli v prihodnjih mesecih izpeljati ta pogajanja do konca, plačno reformo dogovoriti in jo potem tudi začeti izvajati. Bi se pa ne strinjal s tem, da ni bilo nič narejeno, zaradi tega, ker eno je sprejeti odločitev, ugotoviti, kje je treba problem nasloviti. Drugo je potem to rešitev tudi izvesti. V javni upravi so te časovne dimenzije izjemno dolge. Rekli ste, ne bomo popuščali sodnikom, tudi zdravnikom ne, ob sodnikih, tudi zdravniki napovedujejo stavko, da se seveda potem napovedujejo še šolniki. Pa ne gre za popuščanje. Še enkrat, kako ne izgleda plačna reforma sodnega stebra, je že dogovorjeno, je že usklajeno, vlada je že potrdila in sodniški svet enako. Gre se za to, kdaj se ta stvar izvede. Ne moremo izvesti tega parcialno. Zelo podobno je pri zdravnikih in zelo podobno je tudi v ostalih. Pogajanja tečejo, ko bojo zaključena za celoten javni sektor, takrat bomo rekli, zdaj se pa začne ta reforma izvajati. In ne smemo pozabiti, žal, vmes so se nam zgodile poplave, zaradi katerih so ravno pogajanja o plačni reformi nekoliko zaostala in smo jih premaknili za 6 mesecev. Jaz mislim, da glede na to, da se je zadnja plačna reforma izvajala leta 2008 in vmes do naše vlade, nobena vlada ni usklajevala plač za inflacijo, naprimer, v javnem sektorju, naša pa prva po 14 letih, ki je uskladila plače za inflacijo. Jaz mislim, da je 6 mesecev po 12 letih nekaj, kar vsak razumen sprejme kot, pa niti ne kompromis, kot nujo zaradi situacije, v kateri smo zaradi poplav. Omenili ste poplave, sam pa se bom za trenutek še vrnil na te reforme, zdravstvena reforma, rekli ste letos pa bodo te stvari pa vendarle. Zdravstvena reforma je nekaj, kjer je odnesla praktično vse ministre do sedaj zdravstvene, vse vlade so se tega lotile, nobena ni tega dokončala. Se vam zdi tudi v svojem govoru, ob koncu leta ste omenili, treba je najti to enotnost, pa neko pozitivno stvar, da je morda koalicija, ki jo imate, napačna za takšno stvar, da je treba za enotnost morda pogledati tudi na drugo stran, tudi v opozicijo, predlogo Nove Slovenije ali pa SDS-a sprejeti. Je ta vlada vaša sposobna to enotnost dejansko zagotoviti
na celem političnem parketu, ko gre za zdravstveno reformo? Tisto, ki ste jo kot sami postavili na prvo mesto in tudi ljudje zdaj od vas to najbolj pričakujejo, ne? Bi rad bil zelo jasen pri vprašanju enotnosti, ker se mi zdi zelo pomembno. Enostavno je govoriti o enotnosti, ampak v resnici smo pa ljudje zelo različni. Sam ocenjujem, da je ena stvar, ki je najbolj pomembna pri enotnosti in da jo tukaj lahko dosežemo, in to je v tem, da začnemo pozitivno naslavljati največje družbene probleme. Jaz to imenujem pozitivna družbena klima. Mislim, da ta cilj lahko dosežemo enotno. Zakaj? To je, če hočete, zadovoljstvo z življenjem v državi. Zato, ker se mi zdi, da takrat, ko si vsi prizadevamo, da bo vsi naši koraki usmerjeni v zadovoljstvo nas samih, pa sočloveka in cele družbe, da takrat lahko motiviramo ljudi, da v resnici naredijo boljše in več, kar je pa precej težje takrat, ko je družbena klima negativna. In to je ključni cilj, ki je doseči enotnost. Kar se pa tiče zdravstvene reforme, pa jaz mislim, da je koalicija prava. Jaz mislim, da je prava. Pokazalo se je ravno strani ukrepov, ki smo jih izvajali v lanskem letu, spravi interventni zakon, da takrat, ko daš, sicer ko investiraš ogromno denarja v zdravstvo, da ta denar odteče na nepravo mesto, v tem primeru k zasebnikom, tudi za storitve, ki mogoče niso najbolj kritične za prebivalstvo, in da je zato boljši pristop krepitev, zares striktna krepitev javne zdravstvene mreže in predvsem zavodov, javnih zavodov znotraj tega. In koalicija, naša koalicija z SD-jem in Levico si to zagovarja od prvega dne in bomo se na tem še naprej delali. Vsi ukrepi, ki bi jih opozicija predlagala ali podprla, ki so usmerjeni v krepitev javne zdravstvene mreže s poudarkom na javnih zavodih, so seveda dobrodošli. Žal večina predlogov, ki jih dobivamo strani opozicije, gre v smer krepitve zasebne veje v zdravstvu. Ne verjamem, da je rešitev našega zdravstvenega sistema, ki je po mojih izkušnjah, tudi ne samo informacijah, še vedno eden boljših v Evropi, da bi bila krepitev preko zasebnih mrež. Jaz ne verjamem, da je to pravo usmeritev. Omenili ste to pozitivno družbeno klimo. Je tudi ta vaša nova usmeritev po velikem padcu priljubljenosti vaše vlade, stranke, bila, ne vem, nek uvod v to, da ste se, vsaj po nekih informacijah, ki se seveda krožijo, začeli pogovarjati tudi z ljudmi, s katerimi se prej niste družili, niste imeli nekih skupnih točk ali pa morda niti niso bili vaši odkriti podporniki, Kučan, Golobič, menda se slišita tudi z vodjem opozicije, če gre verjeti, v Tolminu sta celo nekakšna zaveznika. Zdaj z njimi govorite za to, da bi našli to skupno družbeno pozitivno klimo, ali zakaj? Torej, drži, da se je treba več pogovarjati, tudi z ljudmi, s katerimi se pač v nekaterih točkah razhajaš. In ja, če hočemo doseči enotnost za ustvarjanje pozitivne družbene klime, potem ne moramo izključevati. Niso pa čisto vse informacije, ki jih imate glede pogovorov verodostojne ali pa resnične, ampak to je manjši problem. Da, jaz si želim čim več pogovorov, ampak z enim samim skupnim ciljem. Kako skupaj priti do tega, da bomo vsi skupaj pri svojem življenju, tudi delu, čutili več zadovoljstva. Če gremo morda zdaj po nekaj temah, migracije so ena izmed takšnih težav. Res da je Hrvaška lani vstopila v Schengen, oziroma s 1. januarjem 2023, ampak videli smo, to nič ni pripomoglo k temu, da bi bilo manj migracij. Število migracij se je celo povečalo, 60 tisoč je tista številka, ki je nelegalno, ljudi, ki je ilegalno prečkala slovensko mejo. Vi to stvar naslavljate seveda drugače kot opozicija, ampak sam pa vidim, v Ljubljani pa imajo ljudje, ki živijo na območjih, kjer so skoncentrirani ti centri, velike težave, skrb, strah. Tu pa je nekaj, kar pa ta vlada ne naslavlja. Lahko da govorite o reševanju v Afriki, lahko da govorite o rušenju teh ograj, ampak vendarle ljudje se pa ne počutijo varne. In nismo slišali v celem letu o nobenem novem centru, ki je bil prepoln večkrat, išče se lokacija, pa je bil odgovor zgolj ni nikogar, ki bi nam to dovolil. Ampak to ni odgovor, ne? Bi se vi upali sprehoditi z vašo partnerko ali pa njej pustiti, da se sprehaja po Viču morda. To je nekaj, vem, sliši se morda tako, ampak če imajo nekateri s tem hude težave, pomeni, da je res, ker številka 60 tisoč je realna in porast in prepolnjenost migrantskih centrov je tudi realnost. In s tem se je treba spopadati, pa morda potem rešiš kakšno stvar, ki ločuje, ne? Poglejte, migracije so res velik
vse svetovni, predvsem pa vse evropski problem. To ni nekaj, kar se zadeva samo Slovenijo, žal so migracije, nelegalne migracije, v resnici tema, o katerih se tudi na Evropskem svetu v Bruslju vedno pogovarjamo. Lahko bi rekli zimzelena, ampak zato, ker je tako resna. Migracije se ne da rešiti s tem, da postaviš ograjo na meji, smo poskusili, prejšnje vlade ni delovalo. Migracije se ne da rešiti s tem, da govorimo, da bomo samo izgnali ljudi, ki so se zatekli v Slovenijo. Gre za kompleksno vprašanje, ki ga naslavlja cela Evropa, s katerim želi preprečiti, da bi v bodoče, govorim v bodoče, bilo manj pritiska na evropskih mejah. Evropska meja se začne konkretno na bolgarski meji s Turčijo, pa na grški meji s Turčijo. Potem imamo pa še morsko pot. Tisto, kar je ključno, je, da se na eni strani slovenska policija poskrbi, da teh desetine tisočev ljudi, ki prihajajo v Slovenijo, na nek način sprejme, ustrezno, hkrati pa jih tudi registrira in se jim omogoči, da, ker večina njih nadaljuje svojo pot naprej, da to pot opravijo na način, ki ne vpliva na lokalno prebivalstvo. Zato smo pojačali dvoje. Pojačali smo nadzor nad mejo in pojačali smo sprejem na tistih točkah, kjer je dejansko vstop v državo največji, najštevilčnejši, v tem primeru recimo vas Rigonce na hrvaški meji. Hkrati smo uvedli nadzor dodaten tudi na slovensko-madžarski meji, ne samo na slovensko-hrvaški. In kot zanimivost naj povem, da so ravno na slovensko-madžarski meji pri poostrenem nadzoru uspeli detektirati naši policisti dejansko osebe, ki ne bi smele se nahajati znotraj evropskega šengenskega prostora. Se pravi, žal imamo v evropskem prostoru res ljudi, ki prehajajo meje, ki si jih ne želimo tukaj in ki predstavljajo neke vrste varnostno tveganje. To je ta del glede prehodov. Od teh 60 tisoč, ki ste jih omenjali, je v azilnem domu se jih giblje številka med 800 do 1200, se pravi, to je približno številčno razmerje. Med njimi tudi prednjačijo predvsem iz ene države, v tem primeru Maroka, in ta del je treba posebej naslavljati. Se pravi, tisti, ki ostajajo pri nas, to je popolnoma drugi problem kot tranzit te velike številke, o kateri smo govorili. Vlada res išče in lokacije in imamo tudi dogovore, ki bi tudi policija na tem, Ministrstvo za notranje zadeve na tem dela, in imamo lokacije, ki bomo v tem letu aktivirali. Ne bomo njih govorili, zaradi tega, da ne bo da nas kar nekaj to postal problem, ampak da zavedamo se, da potrebujemo dodatne lokacije, tako za registracijo, kot tudi za začasno namestitev teh oseb. In jih iščemo izven Ljubljane. V preteklosti je bila Ljubljana edina, ki je bila pripravljena to sprejeti. Danes bomo morali to breme porazdeliti tudi po preostanku Slovenije. Žal, nelegalne migracije so problem za celotno Slovenijo in ne morejo biti koncentrirane samo na Ljubljano. Prihaja tudi čas evropskih volitev, pa tudi čas iskanja novega komisarja. Ves čas se bom vračal k temu vašemu govoru ob koncu leta, ko ste govorili o tej skupni, dobri, pozitivni klimi. Ta lahko nastane le, če se poslušate na levi in na desni, kar imate v politiki včasih težave. Boste komisarja iskali tudi izven svoje stranke, izven svojih okvirov, morda tudi na drugi strani? Komisar je vedno tista zgodba, ki je seveda evropska, pa vendarle se vedno konča doma. Res je in pravilno je, da je tako. Nenazadnje je to, da je bil v teh odzivu na poplave naš komisar Lenarčič ravno na področju civilne zaščite, nam je pomagalo pri tem, da smo prišli do rešitev, ki so bile za Slovenijo takrat nujne, tudi bistveno boljše od tega, kar smo mogoče pričakovali, in da smo tudi dobili konec koncev več sredstev. Tako da, kdo je komisar, je zelo pomembno. Jaz sam si želim komisarja, ki bo, čeprav vem, da se o tem ne sme govoriti, v Bruslju ne bo pozabil, da je Slovenec. Govori se obratno, ne sme misliti, od kje prihaja, bom pa rekel, pravilno je, da ve, od kje prihaja, in pravilno je, da pomaga svoji državi, še posebej takrat, ko se zgodi nekaj takega, kot so bile v tem primeru poplave. Tako da iskanje komisarja bo še potekalo, tam je še zelo dolgo, vsaj še 6 mesecev, tako da v tem trenutku se s tem res ne ukvarjamo, v tem trenutku vsaka stranka sestavlja svojo listo, s katero bo šla na volitve, tudi Svoboda pripravlja svojo listo, s katero bomo šli na volitve, verjamem, da bomo imeli dobre kandidate. Predvsem pa bi radi v Bruslju
dosegli eno stvar. Želimo se profilirati kot tista stranka, ki bo v Bruslju aktivno zagovarjala politiko miru. Žal, večina strank danes, tudi v pripravah na evropske volitve, zagovarja izrazito, če hočete, desna stališča, tako na področju varnosti, predvsem pa tudi miru. In mislim, upam, da bomo mi kot Svoboda, kar se tega tiče, drugačni in da bodo to tudi ljudje razumeli in pa predvsem potrdili, da potrebujemo tudi v Bruslju več pogovorov o miru in mogoče manj o vojni pa o oboroževanju. Eno predsednico vlade smo nekoč že imeli, ki je sama sebe videla na tem položaju, je pred mano morda še tak kandidat? Nič bad. Ne, zagotovo ne. Še eno vprašanje, seveda ta tema, o kateri predvsem rumeni mediji veliko govorijo, to je vaše zasebno življenje, v katerem vedno rečete, to je moja stvar, to je moja zasebnost, o njej ne želim govoriti, pa vendarle se vaša partnerka skozi nekatera dejanja pojavlja tudi v tem javnem življenju, ne zgolj ob vas, ko gre za proslave, ampak ob poplavah, naprimer, pa ko gre za živali, za pravice živali pri nutrijah. Kakšen vpliv ima ona na vas? Vemo, vi ste doma družinski človek, ne? Ampak vendarle ste politik. Ona pa ni politik in s svojimi idejami, pogledi, morda včasih ne gleda politično, zdaj pa je na vas, koliko boste to seveda upoštevali in kako boste to izpeljali. Najprej moram povedati, da kdor pozna gospod Tino Gaber, ve, da ima svoje poglede enake že zadnjih 10 let. In da stvari, za katere se bori zdaj, se je borila prej, res je pa, da je zdaj bistveno bolj vidna. In mi dva imava samo en dogovor. In dogovor je, da stvari, ki jih želi, za katere se želi boriti in jih sporočati javnosti, ne jih sporoča javnosti neposredno. Zato je še toliko bolj vidna. Ne pa, da bi poskušala to na tih način preko mene. In se tega držimo. Drživa se oba dogovora, ki pravi, ko želimo delovati aktivistično, povej to javnosti. In potem ne javnost sama presodi, koliko so ta sporočila pozitivna in jaz verjamem, da so, in koliko pač javnost v njih ne bi verjela. Meni samemu je pa to, da imam doma osebo, ki so ji ranljive skupine tako pomembne, mi pa je v navdih. Jaz moram povedati, mi je v navdih zato, da tudi sam, takrat, ko bi mogoče to spregledal, se v resnici spomnim. Spomnim, da so tisti, ki so najbolj ranljivi, najbolj potrebni naše pozornosti. In potem to tudi poskrbim za nje. V enem izmed preteklih govorov ste rekli, da že v karantani so dobili 2 klofuti, tisti, ki so vodili karantance. Kdo vam je lani prilepil največjo klofuto? Tole je bilo na začetku mandata. Takrat so karantanski knezi dobili, ker je bil to način, kako so jih opozorili na to, da morajo ostati ponižni, prvi med enakimi. Klofut je lahko bilo več, ampak jaz mislim tako. Takrat, ko klofute sprejmeš kot pozitivno kritiko, zato da se zamisliš ali počneš stvari na pravi način in prave stvari, potem so klofute koristne. Zato jaz ne bi nobene izpostavljal. Rekel bom, da so bile vse koristne, zato ker verjamem, da sem danes boljši, kot sem bil pred letom dni. In bom tako tudi nadaljeval. Pri koncu sva ne morem mimo aktualnih tem, to je na primer tudi kmetijski minister. Kmetijstvo je eno izmed ključnih panog, čeprav se vse vlade včasih obnašajo do tega, kot da ni pomembno, potem pa je tukaj prehranska odvisnost in neodvisnost in okolje in tako naprej. Dolgo časa smo čakali na ministra. Nihče noče v vašo ekipo, imajo pomisleke, ker se bojijo, da bo to kratkega daha? Ne. Vi se hitro najdete in ne navežete, se zdi, da se hitro poslovite od ljudi, ki jim zelo zaupate. Sam se držim načela, da takrat, ko nekdo dela dobro, ima zaupanje, če se izkaže kasneje, da je pač naredil napako, mora sprejeti za to odgovornost. Kar se pa tiče novega kmetijskega ministra, kandidat ostaja vedno isti, je pa res, da je imel gospod Vojko Adamič določene obveznosti, bil je tudi odsoten in imela sta dogovor, da počakava, da se vrne v Slovenijo in da potem nadaljujemo s tem procesom. V teh dneh se bo zadeva odvila. Verjamem, da bomo ostali pri njemu kot kandidatu, je pa, dokler stvar ni vložena, še vse možno. Rekli ste, če kdo naredi napako, potem seveda tega zaupanja ni več. Spomnim se tudi enkrat, ko ste govorili o KPK-ju, letos je leto, ko bo KPK odločil tudi, ali ste vi kršili integriteto, ko je šlo za kadrovanje v policiji. Pa me zanima, če bodo ugotovili, da ste kršili integriteto, je to danes zadnji pogovor kot predsednik vlade in kot voditelj sveta? Jaz sem prepričan, da integritete nisem kršil. In to je vse, kar v tem trenutku lahko rečem. Tako da
se veselim ne samo tega leta kot predsednik vlade, ampak tudi vseh bodočih. Najlepša hvala za vaš čas, hvala lepa za odgovore. Želimo si, vsi državljani, državljanke, da bi čim več teh obljub in pa sprememb, ki bodo vplivali pozitivno na naše življenje, bilo vidnih tudi že vendarle letos. Hvala lepa. Hvala tudi vam.